2050 operiranih src in še vsaj enkrat toliko pacientov, ki so v Medikorju pristali druge kardiološke posege. Veliko spodbuda, pravijo v Medikorju, je nizka smrtnost, le 1,2% v najtežji skupini srčnih bolnikov, kar jih uvršča med najuspešnejše tako v Sloveniji kot v Evropi. Radi izpostavijo, da zaradi njihovega dela pri nas ni več čakalnih dob na srčne operacije in da so jih bolniki izbrali za najboljšo slovensko bolnišnico. Sam sada upravo idem iz sale, video sam nove operacije koje je profesor Zong iz Južne Koreje već je počeo da radi. Danas je uradio jednu operaciju koja je sasvim nova tehnika, rekonstrukcija aortnog zaliska. I'm going to teach the new aortic valve repair techniques to them. Because they are eager to learn and they visit my place several times. Mislim da Medikor se poboljšava sa novim metodama, sa saradnjom koja je internacionalna i evo vidite i u hodniku pacijente iz Libije koji su upravo došli, koji će biti sljedeće nedelje operisani. Dodajajo, da se v sam vrh zdravljenja bolezni srca in ožilja uvrščajo tudi zaradi svojega učitelja, vzornika in sodelavca argentinskega strokovnjaka in začetnika koronarne srčne kirurgije, doktorja Reneja Favalora. In prav v teh dneh je kliniko obiskal njegov nečak, ponosen na zapuščino svojega strica. The results are very good with very low mortality. And also, beyond surgery, they have developed the area of structural heart disease. I think that the future is spectacular. Sodelovanje s tujimi svetovno priznanimi strokovnjaki je izjemno pomembno. Zato bodo odprli kliniko za tuje bolnike in širili kardiološko znanje po svetu. Ob 10. obletnici svojim bolnikom podarjajo novo možnost zdravljenja. Že jeseni pa naj bi se ob splošni bolnišnici Izola začel graditi dolgo pričakovani urgentni center in v Medikorju so pripravljeni prevzeti urgentno službo za zdravljenje kardiovaskularnih bolezni na obali. Z nami je ustanoviteljica izolskega medicinskega centra Medikor, kardiologinja Metka Zorc. Pozdravljeni. Dober večer. Torej, ves čas se odzivate na novosti že od vsega začetka. Katere nove metode ste prevzeli? Poglejte, ob 10. obletnici uvajamo v slovenski medicinski prostor rekonstrukcijo aortne zaklopke po metodi profesorja Songa. Metoda je ocenjena izjemno dobro in predstavlja za bolnika boljše zdravljenje, zaradi tega, ker ko popravimo zaklopko, odnosno napravimo popolnoma identično zaklopko, kot je bolnikova sama, bolnik ne potrebuje antikoagulantnega zdravljenja, skratka lahko bolje in lepše živi brez dodatnih zdravil. Tako da smo ob 10. obletnici uspeli organizirati, da se je naš vodja kirurgije, predstojnik, direktor primarij Đorđević učil zadnja leta pri profesorju Songu. Večkrat je profesor Song obiskoval naš center, tako da smo bili pripravljeni. Danes poteka program že cel teden, ko vršimo te nove operacije in skratka smo izjemno veseli, kajti rezultati so spodbudni, dobri, pacienti so dobro, kar je najvažnejše. No, točno tako in tej vaši poslovni odličnosti, strokovni odličnosti sledijo bolniki oziroma že vrsto let vas pravzaprav vrščajo med najboljšo oziroma najboljšo slovensko bolnišnico. Zakaj po vaši oceni? Glejte, zaradi strokovnosti, zaradi natančnosti našega dela, zaradi posvečenosti bolniku, kajti vse delo opravljamo z velikim entuziazmom in ljubeznijo in ni lahko ohranjati prvega mesta. Vedno znova s 1. januarjem začnemo novo zgodbo in ponosni smo na naše delo, ker nam je tudi smrtnost najmanjša v evropskem prostoru. In prav letos imamo najnižji rezultat, 1,2% smrtnost. Od 250 so umrli 3 bolniki, zelo težka zdravljenja, vedno težji bolniki in vedno več energije je potrebno za taka vrste zdravljenja, ko vemo, da je bolezen izjemno napredovala in včasih tudi premagamo. To je del našega poklica, da ostaneš premagan in ob smrti doživiš velike travme. Hvala Bogu je tako, da naši bolniki preživijo in da so dobro in to se tudi trudimo.
No, na seznamu različnih projektov, tokrat gremo v infrastrukturne vode, je tudi zamisel oziroma gradnja rehabilitacijskega centra v Piranu oziroma vsebina stavbe, ki že tam stoji, naj bi doživela nek epilog. Ta zamisel je stara že 20 let. Odnosno, takrat, ko sva René Favaloro in jaz sama osebno našla to bolnišnico na Griču in profesor Favaloro mi je takrat rekel, to ne smete izpustiti, to bo najlepši rehabilitacijski center v Evropi. Vemo, da je potrebna preventiva, preprečevanje bolezni, rehabilitacija, zdravljenje po težkih posegih, da vrne človeku normalno življenje. Pa boste to v kratkem izpeljali? Lejte, v kratkem, sigurno bomo izpeljali. Seveda je veliko odvisno od financ, energijo imamo, delali bomo še naprej, da to uresničimo, da končno zaključimo tudi ta projekt. No, čisto na koncu še pripravljeni ste sodelovati pri, ko bodo zgradili, postavili nov urgentni center zraven, praktično pri izolski bolnišnici. Na kakšen način? Glejte, mi smo pripravljeni, vemo, da potrebuje ta regija urgentni center tudi na področju srčne kirurgije in kardiologije. Ekipo imamo 4 vrhunske kirurge na čelu s primarjem Đorđevićem, tako da ni nobenega problema strokovnega. Organizacijsko pa zelo dobro sodelujemo z bolnico Izolo. Razvili smo dobro strokovno sodelovanje, tako da ne vidim nobenega problema, da to ne izpeljemo. No, tudi mi vam to želimo. Hvala in uspešno delo še naprej vam želimo. Hvala lepa.